Slovenija je s koncem leta 2021 uspešno zaključila s predsedovanjem Svetu Evropske unije, ki je potekalo 6 mesecev od začetka julija. Minister Zdravko Počivalšek kot ključne dosežke predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije z gospodarskega področja izpostavlja akt o digitalnih storitvah, ki bo ustvaril bolj odprti, tekmovalni in pošteni digitalni trg. Prav tako je velik napredek na področju trgovinske politike, posodobljena pa je bila tudi industrijska strategija. Konkurenčna pravila za vse bomo postavljali tudi s spoštovanjem intelektualne lastnine. V času predsedovanja smo dosegli velik napredek pri vzpostavljanju enotnega patentnega sodišča. Potrebna je namreč le še ratifikacija strani Avstrije, da bo sodišče vstopilo v pripravljalno fazo in pričelo z delovanjem. Evropsko gospodarstvo bo bolj robustno, če bo dobro pripravljeno na prihodnje izzive. Eden od izzivov je zeleni prehod gospodarstva. Zato smo opravili razpravo o posodobljeni industrijski strategiji. Med drugim smo izpostavili tudi sveženj pripravljeni na 55, saj bo imel zaradi vseh posodobitev zakonodaje Evropske unije ogromen vpliv na industrijo. Posebej sem ponosen, da smo dosegli široko politično podporo držav članic za dvojno preobrazbo evropskega turističnega ekosistema in s tem dokončanje procesa soustvarjanja poti prehoda za turizem. To bo temelj priprave dolgoročnega delovnega načrta evropskega turizma 2030-2050. Zaradi izkušenj slovenskega gospodarstva, ki je izjemno izvozno naravnano, smo prepričani, da bo tudi evropsko gospodarstvo bolj stabilno, če bodo urejeni odnosi z največjimi trgovinskimi partnerji. Svet je odobril Pittsburški paket za prvo zasedanje sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo in skupno izjavo sveta EU-ZDA za trgovino in tehnologijo. To je podlaga za poglobljeno sodelovanje z ZDA v okviru 10 delovnih skupin. Poleg tega smo na svetu sprejeli tudi sklepe o stališču Evropske unije glede sporazuma o uradno podprtih izvoznih kreditih. Tu gre za kredite za projekte proizvodnje električne energije iz premoga. Žal je bila zaradi epidemiološke situacije preložena 12. ministrska konferenca v Ženevi, a je svet kljub temu potrdil deklaracijo o zaključku pogajanj o domači storitveni zakonodaji. To je Evropski uniji omogočilo pridružitev zadevni deklaraciji v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Nadalje je kar 112 držav oziroma 2/3 držav članic Svetovne trgovinske organizacije sprejelo tudi skupno izjavo o olajševanju naložb. Ta zagotavlja ohranitev doseženih rezultatov in zavezo k uspešnemu zaključku pogajanj do konca leta 2022. 16. decembra 2021 je potekal tudi prvi trialog glede inštrumenta mednarodnih javnih naročil, ki bo pomembno orodje trgovinske politike Evropske unije. Z instrumentom bomo zagotavljali enake konkurenčne pogoje in boljši dostop evropskih ponudnikov do trgov javnih naročil v tretjih državah. Svet je prav tako sprejel sklepe, ki bodo omogočali sodelovanje Evropskega gospodarskega prostora in EFTA držav v programih Evropske unije, konkretno v okviru 12 programov. Nismo se ukvarjali samo z Evropo, pogledali smo celo onkraj horizonta. Sprejeli smo dokument spodbujanja evropskega pristopa k upravljanju vesoljskega prometa. Ta bo podlaga za skupno stališče glede upravljanja vesoljskega prometa, Space Traffic Management. Naj še omenim, da je Evropska komisija 9. decembra objavila tudi akcijski načrt za socialno ekonomijo. Ta načrt je bil tudi eden izmed ciljev predsedovanja, kjer je potekalo sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ob vseh naštetih dosežkih lahko vidite, zakaj ocenjujem predsedovanje kot uspešno.
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo si za predsedovanje zadali realne cilje in jih tudi dosegli. V času predsedovanja smo organizirali in uspešno izvedli tudi konferenco Mala in srednja podjetja, ki je bila posvečena razpravam o zeleni in digitalni preobrazbi malih in srednjih podjetij. 6-mesečni projekt Digitalno središče Slovenije, s katerim smo evropski in mednarodni javnosti pokazali slovenska inovativna podjetja in njihove prebojne tehnologije. Veseli me, da smo lahko kot dvomilijonski narod konkretno prispevali k izboljšanju pogojev za podjetja in potrošnike. Želim si, da bodo naše dobro delo nadaljevale tudi druge države članice. Ob slabši epidemiološki sliki in rasti števila okužb s COVID-19 se poraja tudi vprašanje, ali v gospodarstvu razmišljajo o uvedbi novih ukrepov, kot je bilo na primer subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. Najprej moram povedati, da bomo naredili vse, da z ukrepi, ki jih predlaga Nacionalni inštitut za javno zdravje, tudi v gospodarstvu uspešno prebrodimo ta najnovejši naval oziroma težav, ki jih povzroča omikron soj. V tem trenutku smo pač sprejeli ali pa pred kratkim 10. protikoronski paket. Jaz upam, da ne bo potrebno sprejemati novih ukrepov, seveda pa če bo prišlo do tega, da bo situacija še naprej težka, bomo to proučili in ustrezne ukrepe tudi sprejeli. Nekaj besed je Počivalšek namenil tudi prihajajočim volitvam. Jaz osebno razmišljam samo o delu, ki je pred mano in mojo stranko konkretno, zato da se najbolje pripravimo na prihodnje volitve. Kot veste, pa želimo in bomo nastopali skupaj v okviru gibanja Povežimo Slovenijo z nekaterimi listami, župani, z ljudsko stranko, Novo ljudsko stranko in pa stranko Zelenih Slovenije. Inštitut 8. marec naj bi kmalu vložil obsežen zakon, s katerim bi nekatere zakone te vlade zrušili in vzpostavili prvotno stanje. Kakšno je mnenje Počivalška? Zdaj okrog te organizacije, ki predlaga svoj zakon, nimam kaj dodati. Vsak Sloveniji ima pravico predlagati takšno ali pa drugačno zakonsko rešitev. Na državnem zboru je, ali bo tak zakon sprejet ali ne. Mi si bomo kot vlada, jaz kot gospodarski minister prizadevali še naprej, da bomo sprejemali ukrepe, s katerimi bomo ustvarjali pogoje za to, da bo slovensko gospodarstvo in pa družba kot celota lahko uspešno gledala v prihodnost. To smo dokazali s svojimi ukrepi, na koncu koncev imamo rekordno dobre, zgodovinsko gledano gospodarske rezultate. Gospodarsko rast, ki je v lanskem letu znašala med 6,8 in 7,1%, napovedi za letošnje leto so med 4 in 5%. Imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti v naši zgodovini in to so osnove, na osnovi katerih lahko danes, ko se v svetu na novo mešajo karte, optimistično gledamo naprej. Seveda pa bo vlada še naprej skrbela za to, da se pogoji poslovanja ne bodo poslabšali. Kot rečeno, na državnem zboru pa je, da bo presodil, kakšen je predlog te skupine. Počivalšek je ob koncu še komentiral nedavne prestope nekaterih poslancev zunaj parlamentarne stranke. Vsak se sam odloča za to, na kak način bo ukrepal in delal v bodoče. Moram reči, da je pred našo stranko konkretno pač zdaj eno obdobje, ko bomo konsolidirani, prečiščeni v sodelovanju s tistimi, s katerimi delimo enake poglede na prihodnost, lahko kos izzivom v prihodnje. Vsem, ki so pač naredili prestope ali z naše stranke ali z katerekoli druge, pa želim veliko sreče na njihovi novi poti. Kaj pa bodo volitve prinesle, pa bomo izvedeli že v kratkem.